Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, drage novomeščanke, dragi novomeščani, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na tradicionalnem slavnostnem koncertu ob slovenskem kulturnem prazniku Simfoničnega orkestra Glasbene šole Novo mesto. Nocoj se bomo zopet spomnili, da je med vsemi energijami tega sveta najpomembnejša energija srca. In k njej nas je v svojih pesmih nenehno spodbujal gotovo zelo priljubljen, znan in častitljiv Dolenec Tone Pavček. V eni svojih pesmi nas je spodbujal k temu, naj se ne bojimo življenja in vsega tistega, kar prinaša s seboj. Takole je dejal: ne verjamite njim, ki pravijo, ta svet je grozen, grob, grd. Ni res. Res pa je, da je lahko še hujši. Toda za vse nas je to naš edini svet. Edini, ki v njem živimo, da se v njem udomimo in ga v dobrem naravnamo po svoji podobi. Ne verjamite njim, ki pravijo, življenje je trdo, trpko in težko. Ni res. Res je, da je lahko še hujše. Toda za nas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo. Naše je, da iz njega naredimo vse, kar je mogoče. Ne verjamite komorkoli in karkoli. Verjamite pa, če morete, moji zgodbi. Nekoč pred leti, ko me je kot strela z jasnega zadelo hudo, mi je star mož, živi modrec, dejal: in nikar se odslej ne boj življenja. Tako zdaj jaz ponavljam za njim iste besede. Ne bojte se življenja. Naj pljuska v vas z vso silo, vse žile, naj vas nese ali zanese. Le ne pustite, da vas podnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas. Spoštovani in spoštovane, nocoj nas bo na svojih krilih nosila glasba Simfoničnega orkestra Glasbene šole Novo mesto pod vodstvom profesorja Sandija Franka. In naš simfonični orkester letos praznuje 25 let, torej si gotovo zaslužijo, da jim zaploskate s 25-kratno močjo. Začeli pa bodo, kot se za praznik spodobi, slavnostno uverturo slovenskega skladatelja Janija Goloba.
Spoštovani in spoštovane, nocoj bomo z glasbo in skozi glasbo razmišljali o svojih najglobljih in tudi najmehkejših resnicah ter potovali tudi po drugih krajevnih in časovnih dimenzijah. Prekmurski poet Feri Lainšček je v pesmi Ne bodi kot drugi med drugim zapisal: povabi me kdaj v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so smešne, zaupaj mi želje, če tudi so grešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. In zdaj nas bo Simfonični orkester Glasbene šole Novo mesto pod vodstvom profesorja Sandija Franka skozi notne zapise Antonina Dvoržaka popeljal v čas češke romantike. Sledi slovanski ples številka 8.
Kulturni praznik praznujemo ob obletnici smrti našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Naš največji pisatelj Ivan Cankar pa je v Beli krizantemi zapisal, da se šele za vsako 9. stvar oziroma čutenje najde beseda. In gotovo se je tudi zato tako lepo in prijetno prepustiti glasbi, ki se nas zna in zmore dotakniti še bolj nežno, še bolj resnično in še globlje kot besede. Novomeški simfonični orkester glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto bo zdaj naše duše pobožal skladbo Adagio v G-molu, ki je v današnjem času ena največkrat prevajanih skladb baročnega obdobja. Izvor te skladbe pa velja za veliko uganko. Nekateri trdijo, da gre za eno največjih potegavščin v glasbeni zgodovini. Skladbo naj bi namreč napisal muzikolog Remo Džazotto leta 1949 in bi jo samo pripisal beneškemu skladatelju Albinoniju. Čigavakoli že je ta skladba, čudovita je in morda nas ravno ta zgodba lahko uči tudi dejstva, da je življenje pomembnejše živeti, kot pa ga razumeti.
Hvala lepa, spoštovani gospod dirigent, ker ste se držali dogovora, da bo tokrat vas podneslo in ne voditeljice. Nekoga more za srečo koncerta, spoštovani in spoštovane. K življenju v najbolj iskrivem, živahnem smislu te besede pa nas spodbuja tudi pesem Nobelovega nagrajenca Pabla Nerude, ki je dejal: počasi umira, kdor postaja suženj navad in vsak dan hodi po isti poti. Počasi umira, kdor se izogiba strastem in hoče vselej vse črno na belem in piko na i, namesto kopice prekipevajočih čustev, zaradi katerih se iskrijo oči in zaradi katerih nam drhtijo srca. Počasi umira, kdor ne potuje, kdor ne bere, kdor ne posluša glasbe, kdor ne najde v sebi miline in milosti. Spomnimo se, da je potrebno veliko več kot samo dihati, če želimo ostati živi in živahni. Spoštovani in spoštovane, preden nadaljujemo z živahnim glasbenim programom, pa z veseljem in spoštovanjem vabim podžupanjo Mestne občine Novo mesto, magistrico Mojco Špec Potočar, da nam spregovori ob slovesnem kulturnem prazniku. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli pred mikrofonom, spoštovana podžupanja. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci današnjega koncerta. V letu 2013 smo bili deležni kulturnih presežkov skozi celo leto. Posebej poudarjam premik pri programu za oživljanje mestnega jedra oziroma glavnega trga v poletnem času. Bilo je prijetno. Čutil se je urbani utrip mesta v vročem poletju, ko smo posedali na zaprtem zgornjem delu trga ali v novomeških atrijih in uživali v pogovornih večerjih z novomeščani in gosti iz drugih delov Slovenije. Začelo se je z maturantsko parado, nadaljevalo z malim festivalom velikih vin, s pogovornimi, literarnimi, glasbenimi večerji, s fotografskimi in likovnimi razstavami. Govorili smo o kulinariki, športu, prepoznavnih novomeških družinah in njihovemu načinu življenja v Novem mestu med obema svetovnima vojnama. Večere so nam krajšali izvrstni sogovorniki, pa glasbeniki, fotografi, literati in publicisti. Poigravali smo se z umetnostjo, s kulturno in tehnično dediščino, s sodobnimi vizualnimi tehnologijami. Vendar, to ni bil zgolj utrip mestnega jedra in odprtih prostorov. To je bil, kot kaže že vrsto let, standard inštitucij, ki skrbijo za izjemno bogat in kvaliteten kulturno-umetniški program v novomeški občini. Zato na tem mestu izrekam globoko spoštovanje in zahvalo vsem kulturnim producentom, ki skupaj z izjemnimi umetniki, ljubiteljskimi kulturnimi društvi in odličnimi javnimi ter zasebnimi zavodi na področju kulture skrbijo za pestro dogajanje v naši občini. Tudi v času, ki finančno ni ravno spodbudno, smo zadovoljni z rezultati dela. Prav tako z umetniškimi stvaritvami in z velikim številom dogodkov, brezplačnih za vse obiskovalce in s tem dostopnejšim vsem našim občanom. Lahko rečem, da je bilo realiziranih veliko ustvarjalnih projektov, ki so se na diskreten način dotaknili občanov, predvsem pa ljubiteljev umetnosti. Umetnost premika meje človekove notranjosti, njegovih čustvenih dimenzij in načina zaznavanja sveta. Tisti, drage občanke in občani, ki ste začutili umetniški in kulturni utrip v mestu, ste lahko zaznali premike in trud novomeških producentov, ki so vse to ustvarjali za nas, za ljudi, ki živimo tukaj, tudi za obiskovalce iz Slovenije in tujine. Prav to umetniško dediščino, kreativnost in živahnost želim, da bi v mestu ohranjali tudi v prihodnje,
ker smo začeli z aktivnostmi in idejnimi zasnovami za praznovanje 650. obletnice ustanovitve našega mesta. In zakaj se mi še posebej v teh turbulentnih časih zdi pomembno zavedanje o pomenu slovenske umetnosti in kulture v sodobnem svetu? Pomembno je najmanj iz dveh razlogov. Prvi je, da kultura in umetnost predstavljata identiteto naroda. To je naše izvirno bistvo, naš jezik in naš izraz, zaradi katerega smo drugačni od drugih držav v svetu, ki ga preplavlja globalizem svetovnih multinacionalk. In drugi, da sta kultura in umetnost od nekdaj predstavljali in nastavljali ogledalo družbi, družbenemu dogajanju, vrednotam in ravnanju ljudi. Zgodovina nas uči, da najstarejše in največje svetovne civilizacije, kot so Mezopotamija, Egipt, Grčija, Rimsko cesarstvo in številne druge, pomnimo po umetniških, kulturnih in znanstvenih dosežkih. Ne pomnimo jih po vojnah ali oblastnikih, ki so jih vodili. Zato humanistične vede pravijo, da sta umetnost in kultura brezčasni in trajni, vse ostalo pa minljivo. Zato, drage občanke in občani, upam, da se vsi zavedamo dejstva, da dokler umetnost in kultura govorita, smo na dobri poti, da kot narod ohranjamo svoj jezik, ponos in dostojanstvo. Ko bosta umolknili umetnost in kultura, smo v resnici v nevarnosti, da nas na zemljevidu ni, ne kot naroda, ne kot države. Kulturni praznik, ki ga kot narod edini na svetu praznujemo kot državni praznik, naj to ostane in ohranjajmo ga tudi v bodoče. Negujmo zavest in samozavest o naši drugačnosti, ki spoštuje tudi drugačnost drugih narodov. Vse skozi pa ostanimo ponosni na kreativne potenciale in rezultate naših ustvarjalcev, ki jih dosegajo v nacionalnih in mednarodnih okoljih. Na koncu vsem kulturnim ustvarjalcem čestitam ob njihovem prazniku. Vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, pa želim lep in prijeten jutrišnji kulturni praznik. Hkrati pa vas vabim, da tudi letos obiskujete kulturne dogodke, ki jih za nas oblikujejo naši kulturni producenti in ustvarjalci. Srečno želim vsem. Hvala. Hvala lepa, spoštovana gospa podžupanja, za vaše čudovite, navdihujoče besede. Leopold Suhodolčan je človeško življenje nekoč primerjal s tokom reke. Zapisal je nekako tako, da nas tok ali reka dolga leta kar nekako žene k nekemu neznanemu cilju in niti ne zavedamo se, kako to našo reko življenja od vseh strani napolnjujejo pritoki. Tudi tako neznatni, da jih včasih še opazimo ne, čeprav niso nepomembni. Pride pa čas, ko se te reke zavemo in vidimo, kam nas je prinesla. Ni stvar ustvarjalca, da bi zdaj začeli meriti njeno globino in širino, ker se v naših življenjih najde še preveč tako imenovanih rečnih vodomercev, ki to neprestano počnejo. In čeprav se življenje zdi samo kot reka, je gotovo prav vsak izmed nas zemlji in ljudem prinesel mnogo dobrega. In svojo navdihujočo simboliko in lepoto je reka očarala tudi skladatelja Jožeta Privška. Leta 1996 je posebej za najboljši simfonični orkester na svetu, Novomeški simfonični orkester, napisal skladbo Ob reki. Gotovo se nekateri v tej dvorani še spomnite, da je glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto leta 1996 praznovala 50-letnico delovanja in skladba Ob reki je bila
premierno izvedena ob zaključnem koncertu, ob tej zlati glasbeni obletnici, na kateri je bil prisoten tudi skladatelj Jože Privšek. In preden ta skladba ponovno zazveni, mu pomežiknimo tja gor med zvezde in glasno zaploskajmo zares odličnemu simfoničnemu orkestru Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto in dirigentu profesorju Sandiju Franku.
Ko si ljudje upamo in dopustimo odpreti svoja srca, pogosto ugotovimo, da smo si v svojih najglobljih hrepenenjih mnogo bolj podobni, kot se nam zdi v vsakdanjih hitenjih. In indijanski poglavar, ki se je imenoval Orijaha oziroma po slovensko gorski sanjač, je možu, ki mu je nekoč hitel pripovedovati, kako zelo pomemben je in kaj vse ima, odgovoril: ne zanima me, s čim se preživljaš. Hočem pa vedeti, po čem hrepeniš in ali si upaš sanjati o izpolnitvi svojih najglobljih srčnih hrepenenj. Ne zanima me, koliko si star, kje živiš in koliko denarja imaš. Zanima pa me, ali boš tvegal, če tudi te bodo morda imeli za malo norega, za ljubezen, za sanje in za pustolovščino, ki se ji pravi biti živ. Hočem vedeti, ali si sposoben nekoga razočarati, zato da bi ohranil zvestobo sebi, svoji lastni duši. In zdaj naj, spoštovani in spoštovane, naše duše zaplešejo ob skladbi, ki ples nosi v imenu Danzon številka 2 skladatelja Marqueza.
Spoštovani gospod dirigent, vselej tako pozorno pokaže na soliste, ki so se še posebej izkazali, ter seveda čestita s tem celotnemu orkestru za odlično izvedene skladbe. Zdaj pa si bom za trenutek jaz dovolila prevzeti njegovo vlogo, brez skrbi ne bom dirigirala, pač pa še enkrat pokazala nanj. Profesor Sandi Franko. In zdaj, ko smo skozi glasbo okusili strasti in slasti tujine, je čas, da si zopet privoščimo nekaj domačega. In spoštovani in spoštovane, nocoj imamo zares poseben privilegij, da bomo slišali premiero skladbe, ki je bila napisana posebej za nocojšnjo slavnostno priložnost. Avtor skladbe Udarnih pet je Miro Tomšič, profesor tolkal v glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto. Najbolj glasni pa bodo tolkalci tolkalne skupine glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto Muva, Ruva, Gruva. Skupina je nastala leta 2001 in po številnih odmevnih nastopih so leta 2005 izdali tudi samostojno zgoščenko z naslovom Mission Possible. Skupino Muva, Ruva, Gruva oblikujejo mladi tolkalci, ki pri svojem muziciranju uporabljajo tako klasična tolkala in bobne, kot tudi najrazličnejše predmete in z njimi popestrijo svoje nastope. In tako bo tudi nocoj, ko nas bodo popeljali na kratko, a zelo intenzivno potovanje skozi ritme koračnice, latina, valčka, pop roka in sambe. Ob spremljavi našega odličnega simfoničnega orkestra bodo kot solisti nastopili Niko Homan, potem, ja, lahko jim zaploskate vsakemu posebej, pa potem Rok Klobučar, Nejc Lukan, Dominik Pavlenič in seveda avtor skladbe Miro Tomšič. Muva, Ruva, Gruva, kje ste? Veste kaj? Veste kaj? Jaz predlagam, da jim ploskate, dokler se vsi rekviziti ne postavijo na oder.
Bravo, muva, ruva, gruva. Bravo, skladatelj Miro Tomšič. Bravo, najmlajši Niko Homan. In vsi trije, muva, ruva, gruva zraven. Morda pa so muva, ruva, gruva lahko rešitev za slovensko gradbeno industrijo, spoštovani in spoštovane. Pa kot žensko me zanima, kdo bo tole pospravil. Pravijo, da oni, kmalu. Ja, zares čudovito udarna je bila tale skladba in zares iskrene čestitke prav vsem, ki ste igrali v njej. Drugače udarna pa zna biti tudi preprosta in mila človeška prijaznost. Mati Terezija je nekoč, ko so jo vprašali za nasvet, kako srečno in zadovoljno živeti, dejala: ljudje so velikokrat nespametni, nerazumni in sebični, ampak bodi vseeno prijazen in jim odpusti. Če si prijazen, te bodo morda obtožili skritih namenov in še česa drugega, pa se kljub temu trudi biti prijazen. Če si uspešen, boš verjetno pridobil nekaj lažnih prijateljev in tudi nekaj odkritih sovražnikov, ampak se kljub temu trudi biti uspešen. Če si odkritosrčen in pošten, te bodo ljudje lahko ogoljufali, ampak je kljub temu vredno biti takšen. Kar si leta s trudom gradil, ti lahko nekdo v trenutku uniči, ampak ne glede na to se trudi graditi po svojih najboljših močeh. Če najdeš srečo in veselje, bodo ljudje verjetno ljubosumni, pa bodi kljub temu vesel in preširnega srca. Dobro, ki ga danes delaš, bo jutri morda pozabljeno, a je kljub temu v vsakem trenutku vredno delati dobro. Daj svetu najboljše, kar imaš. Morda to ne bo dovolj, ampak vendarle daj svetu najboljše, kar imaš. Spoštovani in spoštovane, tudi glasbeniki Simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto so nas nocoj razvajali z najboljšim in za slovo še skladbo iz znanega irskega mjuzikla Lord of the Dance. Iskrena hvala prav vsem glasbenikom, solistom, mentorjem, dirigentu seveda za čarobno lep večer pred slovenskim kulturnim praznikom. Hvala iz srca tudi obema sponzorjema, Mestni občini Novo mesto in generalni pokroviteljici Simfoničnega orkestra, Krki, Tovarni zdravil Novo mesto. Hvala pa vsem vam, spoštovani in spoštovane, za vašo udeležbo in hvala tudi, ker sicer podpirate glasbena in kulturna prizadevanja v Novem mestu. Zares vam želim srčen in srečen vsakdanjik in praznik. In gremo pomagati? Predlagam, da jim pomagamo še z vzpodbudo in aplavzom.
Spoštovani dirigent, vse v tej dvorani nas zanima, če še znate kakšno.